Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes vas vabim s sabo na en čudovit 100-kilometrski krog po tej prekmurski ravnini. Vreme se je kar popravilo, ob 12. uri je bilo 17 stopinj Celzija, precej močno piha iz vzhoda, tako da upam, da bo proti vzhodu malo bolj naporno, za nazaj pa ko z mopedom. Moj trenutni načrt je tak, da se bom v Velikem Loku izognil Beltincem, zato ker sem tam prejšnjič presekal zadnjo gumo. Kakšna je verjetnost, da jo bi na istem mestu presekal še enkrat? Ne vem in me niti ne zanima. Sem pa te dni v Prekmurju izkoristil tudi za pohod po trgovinah, tako da sem si kupil 2 nova kolesarska dresa. Enega vam lahko pokažem že takoj zdaj. Ena od bolj zanimivih stvari tukaj v Prekmurju so mi te rumene njive. Mislim, da je tu oljna repica in mi je ful fascinantna ta rumena barva, ker tega pri nas na Primorskem ne vidiš. Ok, zdaj sem prišel v Dokležovje in tukaj zavijam levo proti vzhodu, proti vetru. Tukaj je vse polno takih lepih kolesarskih stez, je pa tudi nedelja, 30. april in praktično na cestah ni nobenega prometa. Zdaj se peljem skozi kraj Ižakovci. Tukaj sem videl table za Brod na Muri in za Otok Ljubezni, kar pomeni, da sem precej blizu reke Mure in tudi precej blizu hrvaške meje. Ampak jaz zdaj ne bom izgubljal časa z Otokom Ljubezni, to bova prišla drugič s soprogo, sam pa pičim naprej v smeri proti Lendavi. Za vse, ki vas zanima, kako lahko v Prekmurju narediš 100 km in da ne narediš niti 200 višincev, bom pa dal od spodaj v opis videa link do današnje Strave. Po glavnem pa ne morem povedati, kako mi je lepo. Popolnoma sam sem na teh cestah, nobenega avta, še kolesarja skoraj ne srečaš. Fantastično. To, da sem privlekel specialko s sabo, je bila vrhunska odločitev in se prav tolčem po glavi, kako da nisem tega se spomnil že prej. Čez te prvomajske praznike tukaj v Prekmurju sem testiral tudi radarsko lučko Brighton Guardia v povezavi z mojim Garmin števcem, ampak o tem sem pripravil posebej video, ki si ga lahko ogledate na mojem kanalu. Zdaj sem prišel že do Hotize, tukaj se mi zdi, da je mejni prehod. Kar dobro napredujem. Ja, meni je tukaj v Prekmurju res super všeč. Čudovito. In od zanimivosti, ki jih pri nas na Primorskem zdaj pa ne moreš videti, so tukaj štorklje in pa te vitke kapelice. No, tukaj v Gaberjah se pa dobim z mojo soprogo, ki mi bo dala nekaj za pojest, pa malo nafilala kamero. Dobar tek. Čau. Prav super je pasal zdaj ta postanek. Danes sem namreč lovil lepo vreme in sem šel na kolesarjenje ob 12. kar brez kosila. Tako da sem se zdaj malo okrepčal. Peljal sem se mimo Lendave, zdaj sem na eni taki lepi, ravni, široki cesti, malo več prometa. Zna biti, dol na koncu gledam, kot da je nek mejni prehod. Ja, ok, tik pred mejnim prehodom sem zavil levo in prišel v naselje Petišovci, bom pa z druge strani nazaj šel v Lendavo. Čez mejo pa nisem hotel iti, ker imam občutek, da bi me pripeljalo na Hrvaško in preveč dol na jugovzhod. Tako da to ni tista moja smer, ki jo jaz želim. Kakšna lepa narava, kakšne lepe ceste. Zdaj se peljem prav noter v kljun od te naše slovenske kure. Je še kar precej mokro tle po njivah. Včeraj je bilo zelo hudo neurje tukaj v okolici Lendave. Danes pa dan ko iz pravljice.
Evo, glej, se sem najdel prav zemljevid. To je ta naš slovenski kljun. Jaz sem zdaj tukaj, vas Benica. V glavnem zelo zanimiv podatek. Nastala je leta 22, sem se je preselilo 32 primorskih družin. Njena posebnost so primorske in istrske korenine, njihova tradicija in pa tudi to, da je povsem slovenska vas na sicer dvojezičnem območju. Zanimivo. Čustva. Že sam zaradi tega podatka je bilo vredno priti v Prekmurje. Evo, tukaj sem zdaj prišel v Pince, eno najbolj vzhodnih vasi v Sloveniji. In tle vidim mejni prehod z Madžarsko. Grem še malo na Madžarsko. Bom rekel, sem bil s kolesom prvič v življenju. Zakaj pa ne? Prevoženih imam 44 km in še celo popoldne je pred mano. Zdaj se vozim tle po Madžarskem z enim takim zanimivim občutkom, ki me spominja na otroštvo, ko sem s prepustnico hodil čez železno mejo v Italijo. Sveti Mikloš. Je pa tukaj ena taka lepa, čudovita cesta. Bom šel še kar par kilometrov po njej. Tukaj teren ni popolnoma raven, je rahlo valovit in se kar pozna, kot če gre malo v hrib in še proti vetru se peljem 22 na uro. Je pa ena lepa kolesarska steza tukaj in grem kar po njej preveriti, do kam se pride. Pa prav super. Po parih kilometrih vožnje sem prišel v Valenti. Zdaj si bom privoščil tukaj eno kavico, pa zapeljem nazaj v Slovenijo, pa dol proti Murski Soboti. Ni šnopček, čeprav tako zgleda. Navadna voda. Super, super. Zdaj tako z vetrom z zadnjega boka zapuščam Lenti in grem po tej lepi kolesarski stezi v smeri Redič, Slovenija. Lep primer dobre prakse. Tako par metrov je umaknjena od glavne ceste, med kolesarsko stezo in cesto je pa še obrambni jarek. Tukaj vidim tablo, še 4 km po tej ravni cesti do mejnega prehoda Genterovci. Prečkal sem mejo in prišel nazaj v Slovenijo. Ta ravna dolga cesta se še kar nadaljuje. Zdaj sem videl na Google zemljevidih, da je do Lendave 8,4 km, kar bi mi podaljšalo pot za 17 km, ampak je že skoraj 5 ura popoldan in časovno mi ne bo uspelo. Danes se mi je očitno Lendava izmuznila, prej ko sem bil tam v tistem krožišču, bi mogel narediti en krog čez center. Ampak jaz v Prekmurju še nisem rekel zadnje besede, tako da tudi Lendava bo prišla še na vrsto. Jaz se bom teh zadnjih 25 km zapeljal kar tle po tej lepi kolesarski stezi, čez Dobrovnik in Moravske Toplice, nazaj do letališča. Kjerkoli že boste, vam želim srečno vožnjo. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.